Spoštovani gledalke in gledalci, v tokratni naši oddaji AgriNext je naša gostja Lucija Pintrič iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki je vodja psihosocialne podpore za kmete. Lucija Pintrič, lepo pozdravljeni. Dober dan. Najprej greva k uvodu v pomen psihosocialne pomoči, vendarle so to zelo življenjske zgodbe. Podeželje se poleg gospodarskih izzivov pogosto sooča tudi z osebnimi in družinskimi stiskami, kot so generacijski konflikti, osamljenostjo, prenosom kmetij, partnerskimi težavami in občutki izgorelosti. Ravno tu pomembno vlogo prevzema služba za psihosocialno pomoč na Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki deluje kot prva točka zaupanja za številne kmete in seveda tudi njihove družine. Bo držalo. Bo držalo. Psihosocialna podpora za kmete deluje na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Naj povem, da je namenjena vsem kmetom, članom kmetij, ne samo nosilcem. Tako da v bistvu vsak, ki se znajde v kakršnikoli stiski, ali je to duševna stiska, ali vsakodnevna življenjska težka situacija, se lahko obrne na nas. Za kmete je ta storitev brezplačna, ker je financirana iz strateškega načrta, iz razpisa za podintervencijo usposabljanja za psihosocialne tematike 2025 in tako omogoča v bistvu kmetom brezplačni dostop do te podpore. Strateški okvir skupne kmetijske politike in strateški načrt za Slovenijo, ki ste ga že omenili, skupna kmetijska politika ter slovenski strateški načrt 2023-2027 psihosocialno dimenzijo vključujeta posredno skozi cilje socialne vključenosti, enakosti spolov in kakovosti življenja na podeželju. Služba za psihosocialno pomoč na Kmetijsko-gozdarski zbornici s svojimi dejavnostmi konkretno uresničuje te cilje s podporo ljudem na terenu, svetovanjem in s povezovanjem različnih deležnikov. Kako konkretno si lahko to predstavljamo? Vas pokličejo, da rabijo pomoč na terenu? Ta storitev je na voljo v bistvu v 3 oblikah. In sicer lahko kmetje pridejo na Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, kjer imamo organiziran prostor, tam se dobimo, se usedemo, izpostavimo težave, lahko preko telefona in pa tudi v bistvu teren. Na terenu je pač tako, da jaz grem na teren samo takrat, ko so neke te, bi človek rekel, ko ljudje ne morejo priti, kadar je kakšna bolezen ali pa invalidnost, ker žal mi čas ne dopušča, da bi cel teren lahko pokrila. Zdaj pa prideva k srčiki tega, kar počnete. Strokovnjaki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije se pogosto srečujete s konflikti ob dedovanju, napetostmi o prihodu novih družinskih članov na kmetiji, osamljenostjo starejših, težavami v partnerskih odnosih in različnimi oblikami odvisnosti. Te težave vplivajo na osebno življenje, pa tudi na delovanje in razvoj kmetij. Ja, seveda, vse to vpliva, Zelo pomemben je, v kakšnem stanju smo, posebej recimo pri velikih dogodkih, ko recimo pride do predaje kmetije. Takrat je pomembno, kako komuniciramo med sabo, kako starejša generacija z mlajšo komunicira, koliko smo sposobni doseči neke dogovore in tako naprej. In tam je pomemben, da so odnosi urejeni. Pri psihosocialni podpori je največkrat problem, največkrat se zatakne ravno v odnosih, v komunikaciji, ker se mi zdi, da kmetje vseeno so tako zelo trdoživi ljudje, imajo občutek, da zmorejo ogromno, da ne potrebujejo pomoči. In od tukaj tudi toliko močna stigma, da na področju duševnega zdravja pa mogoče kar ni treba nič postoriti. Ampak je vseeno veliko stvari na kmetiji odvisno od tega, v kakšnem dejansko v duševnem stanju sem. Mogoče, če samo povem, da ne bo to tako strašljivo se sliši duševno zdravje in tako naprej. Duševno zdravje je v bistvu stanje dobrega počutja, v katerem se vsakodnevno probamo udejanjati in reševati probleme, soočati se z njim. Tako da je v bistvu to stanje dobrega počutja izredno pomembno, ne samo za prenos kmetije, za vsa opravila, da se lahko dogovorimo, ko pride do nekih ali finančnih stisk, ali ko nekdo na novo pride na kmetijo. In je zelo pomembno, da sem
jaz v bistvu kot človek, da sem stabilna, da sem v redu, ker potem pomeni, da lahko spoštljivo komuniciram, pomeni, da imam tudi majčkeno več mogoče strpnosti, razumevanja do drugega človeka, a ne. V situaciji je drugače res ogromno, pride tudi, kot ste omenil, izgorelosti je med kmeti ogromno, ravno zaradi tega, ker je ta duševno zdravje zelo potisnjeno na stran, a ne. Predvsem ima prednost ta fizični del. Se pravi, če sem fizično v redu, lahko delam, lahko opravljam nalogo, kar je na kmetiji dostikrat najvišja vrednota, se pravi opravljena naloga, ne. Dokler jaz lahko fizično delam, pomeni, da sem v redu, sem funkcionalen in tako naprej, a ne. Ko pa pride potem neko stanje, ki ga ne poznamo, a ne, ko zmanjka volje, ko obupamo, a ne, ko enostavno ne vidimo več v prihodnost ali pa se nekaj zgodi, ali je to neka mogoče delovna nezgoda tudi, a ne. Dostikrat v bistvu te duševne stiske eskalirajo ravno pri ne vem, nekih finančnih krizah ali pride do neke nezgode pri delu, ko je človek potem fizično, ko bi človek rekel, manj sposoben, a ne, ne zmoreš več, pride do nekih teh težav, takrat si primoran se ustaviti in takrat ponavadi potem to izbruhne, ne. Zdaj imamo tudi te situacije, recimo, ki je bila izbruh bolezni modrikastega jezika, a ne. In a veste, kmetje bojo poskrbeli za živali, a ne, bojo poskrbeli za to stanje, ampak potem, ko se pa stanje umiri, ko pride zima, ko so več notri, a ne, ko se bolj srečujejo tudi s svojimi domačimi, takrat pa dostikrat pride do nekih stanj, kjer so napeta in tako naprej in takrat v bistvu je tisto, ko mogoče potrebujejo neko tretjo osebo, da samo z drugega zornega kota pogleda ali pa mogoče samo pristopimo z nekim razbremenilnim razgovorom in se lahko stvari zelo hitro rešijo, ne. Ampak kmetje zelo dolgo čakajo, ravno zaradi tega prepričanja, da so trdni, močni in tako naprej. In potem v bistvu, ko oni pristopijo do pomoči, so že zelo globoko, a ne, v nekem ali v obupu ali v izgorelosti, tudi v depresijah in tako naprej, a ne. Na ta način se tudi pogovarjava, kot ste sami omenili, psihosocialna pomoč ima nek prizvok in to pravzaprav ni neka bolezen ali je karkoli, kar bi bilo potrebno stigmatizirati, ker konec koncev smo se nekoč pogovarjali oziroma je veljalo, da če si depresiven, vzami motiko v roke in pojdi, ampak tako enostavno pač ni. Ja. Ja, ta razumevanje je tudi pomembno, ne, da razumemo sočloveka, a ne, da ni vse res na tem fizičnem nivoju, ampak tudi na psihičnem, a ne, da človeka jemljemo kot celoto in poskušamo razumeti, a ne. Ker konec koncev, če psiha ni tista, ki je v tem, človek rekel, če nismo v tem stanju dobrega počutja, ne, saj niha, ne, gor pa dol in tako naprej, kar je razumljivo z dneva v dan. Ampak ta stanje dobrega počutja nam glih to da, da lahko tudi telo peljemo, tudi čez meje, takrat, ko je potrebno, ne, takrat, ko so viški sezone, ko je potrebno v bistvu zagrabiti za delo, ko je treba delati, ne vem, pa tudi kmetje delajo po noči, pa tako naprej, a ne. Psiha je tista, ki te potem pelje naprej, a ne. Potem je ena dimenzija tudi, ko se nekdo pride na kmetijo, govorim o novem družinskem članu, recimo snaha ali zet. In to zna tudi marsikje pomeniti težavo in za tiste, ki so na kmetiji, morda pa še bolje za tistega ali tisto, ki pride na kmetijo in ne pozna dinamike družinskih odnosov. Ja, družina je kot osnovna celica družbe, bi človek rekel, ne, in vsaka družina deluje na svoj način, vsi se med sabo poznajo, vejo, kako komunicirajo, kako visok ima kdo nek prag strpnosti, na kakšen način je treba neko novost mogoče predstaviti nekomu, a ne. In ko pride nova oseba v bistvu na kmetijo, to dinamiko nekako zamaje, a ne. Pride z nekimi ali novimi idejami, novim načinom komuniciranja, ne deluje tako, kot recimo že ta družina, ki je že ustaljena in je treba na novo vzpostaviti nek sistem, nek red, tudi hierarhijo in tako naprej, a ne. In ta del je izredno pomemben, a ne, in če je
so v bistvu vsi v tem stanju dobrega počutja, potem imajo za to voljo, ne, so do tega novega člana tudi strpni in tudi ta nov član je v bistvu strpen do drugih, bolj so prilagodljivi, sposobni so se v bistvu skomunicirati stvari in potem vse skupaj gre lažje, a ne. Drugače je pa ogromno teh težav, predvsem med taščo in snaho, no. Sploh pridejo težave mogoče še bolj poudarjene, če snaha ni iz kmečkega okolja in se priseli na kmetijo. Je dostikrat v bistvu že prvotno stanje to, da jo ne sprejemajo samo zaradi tega dejstva, a ne. Da prihaja iz drugačnega socialnega okolja. Ja, da prihaja iz mestnega okolja ali pa mogoče iz podeželja. Že to, da je iz nekmečkega, ne, ker mogoče takoj je tista stigma, ni navajena delati, zdaj pa ne, kaj pa bomo mi z njo, ne, bo zdaj samo ovira in tako naprej. Kar potem potegne za sabo osamljenosti, ne samo starejši itak, ko ne zmorejo, imajo te občutke osamljenosti oziroma občutke nisem več potreben, kar je povsem logično, in težave v partnerskih odnosih ter različne oblike odvisnosti. Skratka, neko to nesprejemanje in ta družinska dinamika lahko privede do tega. In se zavedamo, oziroma se dovolj zavedamo, da so to majhna okolja. Pravzaprav kmetije so neko podjetje, bi ga lahko imenovali, ki sloni na članih družine. Ja, to ste nanizali kar dosti enih stvari. Zdaj, če mogoče začneva tukaj na koncu. Ja, kmetija je v bistvu neka taka, kako bi človek rekel, že podeželje je svoje okolje, a ne. Kmetija je pa kot neka mikroklima še na podeželju, a ne. Kjer so v bistvu ljudje, zdaj na kmetiji je tako, ne, življenje, če ti delaš na kmetiji in se zavestno ne odločiš, da boš šel ven, ostajaš v bistvu z družinskimi člani oziroma s tistimi, ki delajo na kmetiji, večino časa, a ne. Zdaj, ali so to, ne vem, mogoče ostareli starši, ali so to, ne vem, otroci, mogoče tudi kdo, ne vem, kakšen stric, teta, sorodniki, prijatelji, kdorkoli, a ne, ki počne. In mi se družimo v bistvu v tem majhnem okolju, a ne, kjer je možnost za graditi neko širšo socialno mrežo zelo malo, a ne. In zdaj v podporo so nam potem lahko samo te ljudje, ki so tukaj, a ne. Zdaj za starejše recimo je tukaj ogromno v bistvu osamljenosti, ki mogoče ne morejo več iz kmetije, a ne, ali da jim mogoče to fizično ni omogočeno zaradi starosti, bolezni, česarkoli in so odvisni v bistvu dejansko od teh članov in od ljudi, ki pridejo na kmetijo. In to je v bistvu vse, a ne. In od tukaj pride ogromno te osamljenosti, s tem, da v bistvu kmečki poklic, vemo, kakšen je, a ne. Veliko časa preživiš sam s sabo. In zato se mi zdi zelo pomembno, v kakšnem stanju si, ne. Zdaj, se vedno rečem, če sam s sabo ne zdržiš, kako bo nekdo drugi potem s tabo zdržal, ne. In to je problematika, kajti dobro počutje in stabilni odnosi so potem tisto, kar vpliva na odločitve, sodelovanje in dolgoročno vzdržnost kmetij. Psihosocialna podpora, ki jo nudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, tako posredno podpira tudi razvojne cilje skupne kmetijske politike, ki poudarjajo vitalnost podeželja in izboljšanje življenjskih pogojev. In socialno okolje, ki naj bi bilo malo širše, seveda potem pripomore k boljšemu počutju in večjemu socialnemu pogoju. Kajti ljudje, ki gredo recimo v neko tovarno, v službo, gredo vsak dan med neke druge ljudi, mi pa ostajamo na kmetiji zaprti med vedno iste, če se sami ne odločimo, da prestopimo prag in gremo nekam drugam, pa pridemo morda tudi z malce drugim pogledom nazaj. Ja, res je. Ta socialna mreža je izrednega pomena, ne, zaradi tega, ker mi moramo vedeti vsakič, ko pridemo, ko smo v neki stiski. Pa je to lahko mogoče samo nek nesporazum z nekom ali z bližnjim, ali s sosedom, ali z otrokom, ali z komarkoli. Mi potrebujemo v bistvu nekoga, ki nas bo podprl, a ne. In če nimamo zgrajene te socialne mreže, dejansko ostajamo sami, a ne. In ker je na kmetiji tako velika vrednota
oziroma tako visoko je ta vrednota delo in pa upravljena naloga, ne, se ta del, da bi gradili socialno mrežo, kar porazgubi, zdaj, ker je najprej potreba poskrbeti za kmetijo, za družino, da ne govorim tudi za ostarele na kmetiji, tako da v bistvu vsem tem se dejansko kmetje izgorevajo, Potem so seveda na Kmetijsko-gozdarski zbornici smo delali tudi raziskavo o tem, kaj v bistvu kmetom povzroča največji stres. In smo prišli ravno to, da v bistvu kmetijska politika, zakonodaja, vsa ta bremena, administracija in tako naprej, je v bistvu bila na prvem mestu, na drugem mestu so bile pa nepredvidljive situacije, kot so, ne vem, vremenske razmere, izbruhi bolezni in tako naprej. In to je tisto, kjer se kmetje dejansko počutijo nemočni, ker to so stvari, ki niso odvisne od njih, pridejo zelo iznenada, jih spravijo v stres in pa hkrati prisilijo, da v bistvu v tistem momentu se morajo znajti rešiti zadevo. In takrat v tistih momentih ljudje pozabijo na sebe, pozabijo poskrbeti na sebe, grejo preko sebe in tako naprej. In to so v bistvu tiste šokantne situacije, ki jih spravljajo v stisko. Naš cilj pa je tudi s psihosocialno podporo, da bi v bistvu kmetje se opolnomočili, da bi znali v vsem tem procesu vmes poskrbeti tudi zase, in da bi v bistvu povečali to odpornost na stres, ker bolj kot človek poveča odpornost na stres, hitreje se v bistvu pobere po situaciji, ki ga recimo, ne vem, šokira ali kakorkoli. Ja, pa mislim, da je tukaj pomembna komponenta tudi, kot ste na začetku že povedali, da se z nekom podružiš, z nekom pogovoriš, ki ima pogled od zunaj oziroma malce drugačen pogled. Kajti lahko gre za zelo banalen problem, ampak če ga nosimo o sebi, potem prerase okvirje in postane resna težava. Ne samo za človeka samega, ampak tudi za celo okolico oziroma za celo kmetijo. Ja, ker včasih se zgodi, da ljudje samo enkrat pokličejo, imamo razgovor, mogoče samo jaz svoj vidik predstavim in jim v bistvu to dejansko omogoči, da lahko v svojih življenjih naredijo premik. Ne samo to povem, da v bistvu na psihosocialni podpori je tako, da mi v bistvu za ljudi ne moramo nič narediti. Mi jim lahko samo svetujemo, jih lahko usmerjamo s svojimi izkušnjami in mogoče predstavimo neko zadevo. Potem pa ljudje grejo nazaj v svoja življenja in to vnesejo v svoj vsakdan. In to je tisto, kar prinese sprememba. V bistvu je to spremembo potrebno tudi ponotranjiti. Vi lahko svetujete in pri vas recimo na pogovoru je varen prostor, ampak iz tega varnega prostora je potem potrebno iti znova domov oziroma v prostor, iz katerega smo prišli z to težavo. Je morda tudi kakšna rešitev problematična oziroma ta odgovor, ko ga prineseš domov, znamo zmahniti z roko pa reče, pa gre vse po starem. V bistvu to ni vzorec, ki se ga želite. Zelo odvisno od človeka, koliko v bistvu zmore v tistem momentu. To moramo v bistvu vzeti v zakup, zaradi tega, ker vzorci, ki jih ponavljamo v vsakdanjem življenju in so nekoristni za nas, so prišli iz nekje in so zelo zakoreninjeni v naših življenjih. In potem pridemo mi domov, vemo sicer, da bi mogli mogoče drugače odreagirati, uporabiti druge besede ali pa se odzvati drugače. Ampak enostavno v tistem momentu ne zmoremo, kljub temu, da nekje zadaj pa vemo, da bi bilo pa fino. In tukaj je treba biti zelo potrpežljiv. Če smo zdaj milijonkrat ponovili en star vzorec, zdaj moramo tokrat ponoviti novega, da bo prišel v tisti avtomatski odziv. To je to, da se je treba naučiti, psihosocialna pomoč oziroma kakršnakoli pomoč deluje na dolgi rok. Ni to z danes na jutri načeloma. Načeloma, ampak zelo je odvisno, se pravim, veste, včasih je odvisno samo od ene majhne stvari, od enega majhnega odziva. Mogoče, da ne reagiramo tako hitro. Lahko gremo v situacijo, poskusimo in se recimo bariera, ki je bila med dvema, ravno zaradi tega, ker takoj ne reagiram, se lahko podre in se vzpostavi stik. In če se vzpostavi stik, da je možna komunikacija, odkrita komunikacija, potem smo naredili ogromno, se zidovi samo še podirajo.
Služba za psihosocialno pomoč je pogosto vključena v pobude, kjer kmetije postajajo prostor za vključevanje ranljivih skupin in razvijajo dejavnosti, ki presegajo golo pridelavo hrane, in takšne prakse tudi prispevajo k povezovanju skupnosti in izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Ja, se pravi, ko omenjate ranljive skupine, sigurno, ko smo pričeli v bistvu s tem delom, nismo pričakovali, da bo na kmetijah tako veliko nasilja. Mi srečujemo v bistvu vse oblike nasilja, fizično, psihično, spolno, ekonomsko in tudi zanemarjanje, zalezovanje in tako naprej. Pogosto je vpletena tudi policija in Center za socialno delo, z njimi v bistvu sodelujemo in pa tudi z drugimi institucijami. Ljudje, ki prihajajo na psihosocialno podporo, bi lahko rekla, da sigurno v 80% že nekje obravnavani. Ali je to pri nekem psihoterapevtu, ali je pri psihiatru, ali so na nekih zdravilih in tako naprej. Tako da v bistvu ta podpora je tisto, kar mogoče zraven še dopolnjuje to medikamentozno recimo zdravljenje in tako naprej. Tako da ja, gre tukaj za ranljive skupine tudi. Ogromno delamo z kmečkimi ženskami, tudi preventivno preko društva kmečkih žena, preventivno poskušamo v bistvu po celi Sloveniji imeti čim več predavanj, zdaj zaenkrat smo jih naredili že preko 40 po celotni Sloveniji in poskušamo na tem preventivnem delu delati ravno ta del, da človek poskrbi, da kmet poskrbi zase, preden pride do težkih stanj, kjer potem res potrebujejo ali psihiatrično zdravljenje, bolnišnično, kakorkoli. Psihosocialna pomoč pa je tudi del razvojne politike podeželja. Ni samostojen ukrep skupne kmetijske politike, jo služba Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije vključuje v vsakdanje delo kot prečno vsebino v povezavi z lokalnim razvojem, prenosom znanja in krepitvijo socialne kohezije. Tako da mislim, da sva veliko povedala o tej koheziji, potem tudi pomembnost, kot ste sami pravkar izpostavili, sodelovanje z lokalnimi svetovalci, društvi kmečkih žena, zdravstvenimi službami. Je morda tudi eden izmed izzivov stigma, pomanjkanje strokovnega kadra, razpršenost podeželja in nezaupanje pogosto otežujejo delo. Soočate se z nalogo, kako vzpostaviti zaupanje in dostopnost v okoljih, kjer se o osebnih stiskah in stigmah težko govori. Ja, stigma je v kmetijstvu kar velika. V bistvu predolgo je bilo to področje zanemarjeno. Ni se govorilo o tem, koliko je pomembno, v kakšnih odnosih so, v kakšnem stanju duševnem si. Dejansko je ta, že prej, ko sva govorila, ta vrednota opravljene naloge tako močna, da dejansko povozi vse ostalo. In so bila zelo ta čustveni del, kako reagiraš in tako naprej, bilo potisnjeno ob stran, to je bilo označeno za neko šibkost in tako naprej. Čeprav, če razmislimo, čustva so dejansko osnova tistega, kar potem mi in izrečemo in reagiramo. Ker najprej v bistvu začutimo zadevo ali začutimo nevarnost, potem se nam nekako misli odvijajo, ali je treba zbežati, ali je treba reagirati, in potem recimo zverbaliziramo nekaj ali pa nekaj ukrenemo. Tako da ta čustveni del je zelo krivično je zanemarjen. Res je, in sploh se mi zdi pri ženskah, ko omenili ste društva kmečkih žena, ženske so tiste, ki nosijo breme skrbi za odnose, za družino, ter mladi kmetje, ki prevzemajo kmetije. Ženske so tiste nekakšno, kako naj rečem, lepilo morda teh odnosov in morda pri tem tudi same potem izgorevajo ali pa doživljajo nasilje, kot ste ga prej omenili. Ali pa izvajajo. Moramo povedati tudi, da je tudi tudi obratno, to je res, niso ja. vedno samo lepilo, tudi razdiralno delujejo. Tle ne smemo v bistvu nekako vse na moške ves breme dati, nasilja. Ja, jaz večinoma v bistvu srečujem
kar se tiče, no, če smo že glih ravno pri nasilju, kar se tiče fizičnega in spolnega nasilja, sigurno storilci večinoma moški, kar se tiče pa psihičnega, moram pa reči, da v večji meri ženske, ne. To je pač bolj način, ki ga uporabljajo. Enako zanemarjanje, ne, ignoriranje in take oblike nasilja. Tako da ja, jaz tle ne bi nobenega izvzela, ne. Ko pa govoriva o prevzemu, ne, o prevzemu kmetije, ja, tukaj moramo vedno pomisliti na obe strani, se pravi tista, ki predaja kmetijo in pa seveda na mlade, ki prevzemajo, ne. Vedno so bili te generacijski razmaki o nerazumevanju, ne vem, mlade generacije, ne. Tudi naši starši niso v polnosti razumeli in tudi, ko smo mi starši, ne razumemo mladih, a ne. Tako da ja, tukaj je v bistvu več stvari, a ne. Prevzem kmetije ni samo tisto, ko se na dokumentu podpiše, no, zdaj pa kmetija tvoja, a ne, ampak je veliko več, a ne. Verjetno starši razmišljajo že od majhnih otrok naprej, vidijo, kako se nekdo udejstvuje, a ne, in tako naprej. Zato se dostikrat reče, prevzemnika se vzgaja od majhnih nog, a ne, že od majhnega gor. Je pa seveda, ko pa pride do tega dogodka, a ne, moramo vedeti, da kmetija ni samo poslopje živali, površine, a ne, ampak je veliko več, a ne. Starši ponavadi so v kmetijo so dali ves prosti čas, dopust, prihranke, bolniške in tako naprej, a ne. In tu ni več samo nekaj, ne, kar ste prej rekel, kmetija, podjetje. Podjetje mogoče, sicer sem krivična, lažje bi predal naprej, a ne, ampak kmetija je pa zraven je še tradicija, je navezanost na zemljo. So dobili, ne vem, od svojih staršev, a ne, in to ima neko posebno vrednost, posebno navezanost, a ne. In v bistvu starši potem dajo svoje življenjsko delo naprej, a ne. In tukaj se pojavi največkrat ta občutek nevarnosti, a ne. Aha, zdaj pa vse dajem naprej, a ne. Kljub temu, da nekaj pa lahko zadrži v svoji lasti, a ne. Ampak vseeno pridejo dvomi, ali bojo tam mladi lahko obdržali kmetijo, ali da jo ne bojo slučajno prodali, da ne bojo oddajali, da ne bojo tudi mogoče zamenjali panoge, a ne. Mi smo od nekdaj imeli recimo živinorejo in to mora iti naprej, ne. To so imeli že vsi naši predniki, a ne. Ta navezanost. Po drugi strani nezaupanje, a ne. Mladi pa seveda nove ideje, zdaj tudi velik razkorak, recimo tudi tehnologije je ogromno, ki jo ni bilo v prejšnji generaciji, a ne. Mogoče tudi strah, ne, če bi se nekaj novega lotili, recimo mlada generacija, predvsem recimo pri menjavi recimo panoge ali pa kakšnih drugih spremembah, ko vnesejo neke novosti in potem starejša generacija to težje sprejme, a ne. Po drugi strani pa tudi, da bi se mlada generacija učila od napak staršev, a ne, da ne bi mogoče svoje glavo šla naprej, v eni meri tudi upoštevati in pa seveda predvsem je najbolj pomembno to, da starejša generacija spusti kontrolo, kar je zelo težko, ker v bistvu celo življenje, moramo reči, je bila kmetija odvisna od tega, da so starši držali kontrolo nad tem, a ne. In zato se je treba v bistvu pripraviti, vse noter, to fizično ne moreš narediti, a ne, to lahko narediš na neki drugi ravni, se pripraviš, spustiš in če predaš kmetijo, moraš zaupati, da nekako bo šlo naprej, si pa lahko zraven seveda tam kot vedno na voljo za nasvet, za pomoč, kolikor je v tvojih možnostih. Na drugi strani pa seveda velika odgovornost mladega kmeta, ki prevzema vse to, a ne, in ne malokrat pride tukaj do trenj, kjer starši prevečkrat spomnijo ta mlade, ne, mi smo vse tle noter dali, pazi, kaj počneš, a ne. In tako naprej, in tle lahko pride tudi teža tega odnosa, a ne, in če že prej odnos ni bil urejen pri prevzemu, znajo biti težave, ne, kakor je lahko to nek lep dogodek, ne, je lahko tudi zelo težek dogodek, a ne. Psihosocialna pomoč je relativno nova, obstaja od leta 2022 na naših tleh.
na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in postaja vse pomembnejši del podeželskega razvoja. V prihodnosti bo torej ključna naloga, kako to dejavnost še tesneje povezati s strateškimi cilji skupne kmetijske politike ter zagotoviti trajnostno financiranje ter širšo prepoznavnost te vloge v kmetijskem prostoru. Ja, trudimo se, da bi ljudje vedeli, da imajo tukaj na Kmetijsko-gozdarski zbornici to storitev na voljo brezplačno za vsakega, ki želi, se lahko obrne na nas. Ta srečanja so lahko tudi večkratna, če recimo odpremo neko temo, ki je težja, da so ljudje pripravljeni se odpreti, se lahko vidimo, slišimo tudi večkrat. Tako da smo jim na voljo in pa hkrati bi to povedala, to je ljudje, ki pridejo po psihosocialno podporo, moram reči, da so v bistvu zelo pogumni, da so pripravljeni odpreti svoje osebne teme, svoje, ko bi človek rekel, tudi skrivnosti, a ne, zadeve, o katerih se nikoli ne govori, so mogoče nekateri tudi pripravljeni prvič spregovoriti in za nas moram reči, da je največji uspeh to, da se ljudje dejansko obračajo na nas, da uspejo mogoče z našo pomočjo narediti spremembo in potem, da se tudi vračajo, ne. Tako da... Najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Hvala vam. Spoštovani gledalke in gledalci, v naši družbi je bila v oddaji Agri Next Lucija Pinterič, vodja psihosocialne podpore za kmete iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.